Na celjskem sejmišču prihodnji teden sejemski četverček. Tradicionalno spominsko srečanje v spomin na Karla Destovnika Kajuha. Jutri se začenjajo 25. dnevi komedije. Celjske košarkarice konec tedna čaka zaključni turnir pokalnega tekmovanja. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, dober dan v tokratni informativni oddaji Dogodki dneva. Na celjskem sejmišču prihodnji vikend pripravljajo tradicionalni 3-dnevni pomladanski sejemski četverček. 21. sejem Flora, 12. Altermet in 15. sejem Poroka. Vsi sejmi bodo vrata odprli v petek ob 9. V soboto in nedeljo bodo pripravili tudi 39. čebelarsko srečanje API Slovenija. Organizatorji v 5 dvoranah obljubljajo pester program s 400 razstavljavci iz 16 držav. Od 11. do 13. marca bodo obiskovalci sejmov tako lahko dobili vse informacije z področja urejanja vrta in doma, izvedeli najnovejše trende pri pripravi poroke, se seznanili z zdravim načinom življenja in skupaj s čebelarji odkrivali trende čebelarstva. Sejme bo možno vse 3 dni obiskati od 9. do 18. ure, API Slovenija torej v soboto in nedeljo, ostale 3 sejme vse 3 dni sejma. Cene vstopnic smo pustili na nivoju iz preteklih let, to je 6,5 € za odrasle in pa 5 € za študente in upokojence. Ker smo v preteklih letih ugotovili, da kar dosti obiskovalcev pride na sejem 2 ali pa celo 3 dni, smo letos kot novost pripravili tudi ugodnejše 2- ali pa 3-dnevne vstopnice. Na sejmu Flora bo tako kot v minulih letih mogoče kupiti vse od semen do cvetlic in sadnega ali okrasnega drevja, med razstavljavci pa bodo podjetja, ki ponujajo vrtnarsko opremo, vrtno mehanizacijo, gnojila, skratka vse za ljubiteljske in profesionalne vrtnarje ter ljubitelje cvetja. V spremljevalnem programu bodo obiskovalci lahko izbirali med delavnicami in predavanji. Pripravili smo številna tekmovanja. Tekmovanja so tisto, s čimer se dviga kultura cvetja, se ljudi seznani in se jih pouči o tem, kaj je novega, kaj je pravega, kaj je dobrega. In tekmovali bodo cvetličarji, tekmovali bodo vrtnarji, ki bodo imeli tokrat temo 100% organsko. Potem pa seveda na razstavi bodo poročni šopki slovenskih cvetličarjev in s tem tudi verjetno trendi letošnje poročne sezone, torej kaj uporabiti v poročnih šopkih. Za slovenske cvetličarje, naše kolege, bomo pripravili tudi predavanje 5 korakov do boljšega poslovanja v cvetličarni. Kolega Tomaž bo naredil kot vsako leto Tomažev evangelij o orhidejah, o vzgoji orhidej. Tudi sejem Poroka bo postregel z najnovejšimi trendi in ponudil ideje tistim, ki se na poroko pripravljajo ali o njej samo razmišljajo. Poroke so se namreč tudi pri nas v zadnjih letih razvile v edinstven dogodek, o katerem se mora govoriti še nekaj časa. Se mi pa zdi, da pari so začeli razvijati svoje poročne zgodbe v tem smislu, da ni samo, da si izberajo, rečejo, moja poroka bo pa v beli pa rdeči ali pa v beli pa vijolični, ampak da so že začeli neke zgodbe napletati, da ima njihova poroka nek stil, neko osebno noto, ki pa je zdaj pri poroki to. Jaz priporočam vsem mladoporočencem, ki pridejo, predvsem naj ne bojo tako zelo prestrašeni, kakor so ponavadi, ker grejo samo tako zelo na ozko mimo vseh stojnic in potem rečejo, saj ni nič bilo, ne? Naj sprašujejo, naj si ogledajo stvari. Na sejmu Altermet se bo poleg ponudbe za zdrav način življenja zvrstilo še preko 100 predavanj in predstavitev. Poseben poudarek pa bo letos na konoplji. Vse informacije bo ponudila zadruga Konopko. Na sejmu bomo izvedli predavanje o uporabnosti industrijske konoplje, ki bo sestavljena iz 5 sklopov, o potencialu rastline, vsestranski uporabi, inovativnih izdelkih, sama konoplja od setve do žetve, zato da ti pridelovalci pridejo do informacij, kako, kdaj sejati, kakšen način, kako obdelati zemljo. V sklopu sejma v teh 3 dneh bomo izvedli kozmetično delavnico, na kateri bodo lahko uporabniki naredili določene izdelke, recimo na kozmetičnih delavnicah, peeling za telo iz morske soli in pa iz konopljinih delov.
Kulinarična delavnica bo dosti pestra. Sejemski četverček bo obiskalo tudi 5 kmetijskih ministrov iz Slovenije, Češke, Madžarske, Črne gore in Srbije. V sklopu čebelarskega srečanja API Slovenija bodo namreč podprli pobudo za razglasitev Svetovnega dneva čebel. Na dogodku, ki ga v 2 dneh obišče preko 5000 čebelarjev iz vse Evrope, se bodo dotaknili tudi aktualne teme. Drugo pomembno področje, ki se bo tu dogajalo, je predstavitev ukrepov in načina organiziranosti delovanja zdravstvenega varstva čebel v Sloveniji. Torej, predstavniki ministrstva in vseh služb, ki so odgovorne za zdravstveno varstvo čebel v Sloveniji, bodo na tem našem srečanju predstavili, kako naj bi ves ta sistem deloval v bodoče, v navezi s problemi, tematiko, ki je pred nedavnim tudi izbila. S kupljeno vstopnico boste lahko obiskali vse sejme in vse spremljevalne dogodke. 22. februarja je minilo 72 let od smrti pesnika in narodnega heroja Karla Destovnika Kajuha. V njegov spomin in v spomin na prihod 14. divizije na Štajersko je Združenje za vrednote borcev NOB v sodelovanju s krajevno borčevsko organizacijo Mestno četrtjo Karl Destovnik Kajuh in prvo gimnazijo v Celju ob Kajuhovem spomeniku pripravilo tradicionalno spominsko srečanje. Hladnega pomladnega neba, nalahlo, tiho dež prši. Pozdravljen, dež pomladni, pozdravljen, moj sodrug. Ne boj se, padaj, li ti moj sodrug. Divje li na vse ljudi, zaspane jim oči. S prižigom sveč, položitvijo vencev, slovensko pesmijo in branjem Kajuhovih pesmi so obeležili spomin na narodnega heroja, ki je pred 72 leti padel pri osvobajanju slovenskega ozemlja. Slavnostni govornik je bil predsednik Kulturno-umetniškega društva Zarja Trnovlje Uroš Rošer. Moramo se zavedati vrednot, ki so nam bile prebrojene skozi vsa stoletja slovenskega razvoja in te vrednote preliti, se jih naučiti, spoštovati v prihodnost. Kot sem tudi v govoru poudaril, največ stavim na mlade, mlade po srcu, mlade po letih in če bomo znali spoštovati vrednote, kot so pravičnost, bratstvo, enotnost, svoboda, potem se nam za prihodnost ni treba bati, lahko se veselimo. Današnja slovesnost ob spominu na velikana slovenskega narodnega boja, pesnika in partizana Karla Destovnika Kajuha je tako kot vsako leto lepa priložnost, da pokažemo vsem, ki danes živimo tu v Sloveniji, v svobodni Sloveniji, Republiki Sloveniji, da brez partizanskega boja, brez vse te naše kulture, ki jo imamo od Prešerna, pa še prej, pa še kasneje od Trubarja, damo tudi Karla Destovnika zraven in ne bi bilo današnjega lepega življenja ne mladih, ne starih v Sloveniji. Karl Destovnik Kajuh je bil tudi dijak prve gimnazije v Celju, pred katero stoji njegov spomenik. In kot pravi tamkajšnji ravnatelj, bi morali večkrat razmišljati kot on. Mi, Slovenci, smo nagnjeni k temu, da radi jamramo, pa da radi tožarimo drug drugega. Dejstvo pa je, da imamo eno državo in imamo eno domovino, ta nam je dodeljena, druge nimamo. In lepo bi bilo, če bi znali razumeti, da je domovina ena sama in da moramo držati skupaj, tako kot so znali v tistih najhujših in najbolj kritičnih časih, v katerih je Kajuh živel in nažalost tudi umrl. Letos mineva tudi 75 let od ustanovitve Osvobodilne fronte, zato v Združenju borcev za vrednote NOB že napovedujejo posebno slovesnost, ki jo bodo pripravili aprila.
komedijo Trio v izvedbi gledališča Koper se bodo jutri v Slovenskem ljudskem gledališču Celje začeli že 25. dnevi komedije. V tekmovalnem programu bo letos sodelovalo 8 gledališč, skupno pa se bo vsak konec tedna do 19. marca predstavilo 9 gledališč z 9 predstavami. Na edinem slovenskem gledališkem festivalu smeha se bodo letos predstavili gledališki ansambli gledališča Koper, City teatra BTC, Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica, drame SNG Maribor, Mestnega gledališča Ljubljanskega, SNG drame Ljubljana ter domačega gledališkega ansambla, ki se bo v četrtek 17. marca predstavil s komedijo Vinka Möderndorferja Nostalgična. V soboto in nedeljo bo mariborska dvorana Tabor gostila zaključni turnir pokalnega tekmovanja za košarkarice. V polfinalu se bodo Celjanke pomerile z Grosupeljčankami. Zasedba atleta je tekmovalni premor izkoristila za sodelovanje na mladinskem evropskem klubskem pokalu v madžarskem Šopronu. Celjanke so pometle z vso konkurenco ter se v domovino vrnile z osvojenim prvim mestom. V Šoprnu je bila zbrana večina najboljših mladinskih ekip in ker člansko zasedbo atleta sestavljajo praktično vse košarkarice, ki so stare manj kot 19 let, doma sta ostali le Tina Jakovina in Tina Trebec, je trener Damir Grgič na turnir popeljal prvo ekipo. Mislim, da je zelo zanimiva izkušnja, predvsem pred pokalom, pred neko prvo zelo pomembno končnico v tem prvenstvu. Lahko rečem, da je bil turnir zelo močan, dobrodošel, glede na to, da nismo bili v nekem velikem ritmu tekem. Tako da čestitam igralkam na osvojenem prvem mestu. Videli smo, da imamo v tej kategoriji sigurno eno najboljših selekcij v Evropi, če ne najboljšo, tako da sem bil s tem lahko zadovoljen. Sodelovanje na turnirju je bilo v času, ko atlet ni imel domačih tekem, zelo dobrodošlo. Dobrodošel pred samim pokalom, predvsem zaradi tega smo tudi se udeležili tega pomembnega turnirja, da nekako tempiramo formo za pokal in jaz upam, da smo jo nekako ulovili in da v tem tednu še spilimo stvari, da bi to na pokalu izgledalo tako kot mora. Konec tedna bodo Celjanke, ki sicer nimajo težav s poškodbami, lovile novo lovoriko, tokrat pokalno sredi Maribora. Sigurno nas čaka zahtevno srečanje, vendar ni tukaj pardona, ni. Vemo, kakšno tekmovanje je pokalno tekmovanje, tukaj morajo biti glave, psiha na prvem mestu, moramo biti poštivani. Nekatere igralke so prvič v taki situaciji, da bodo morali odločati o naslovu pokalnega prvaka in to je dobro, da vidimo tudi, z kakšnega testa so. Mislim, da se bomo dobro pripravili na tekmo z Grosupljem, razmišljamo samo o Grosupljem, se pravi o tekmecu v polfinalu in tako kot sem rekel, naredili bomo vse, da se uvrstimo v finale. Nikoli še ni taka mlada ekipa nastopala na zaključku, pa vendarle mislim, da dobro delamo vso leto. V Jadranski ligi mogoče nismo imeli dovolj sreče, pa tudi verjetno znanja, da se uvrstimo med 6 najboljših. Nekako smo tudi pogrešali kvalitetne tekme do sedaj, pa mislim, da smo s tem turnirjem nekako pridobili nazaj tisto potrebno samozavest, da pač na pokalu damo vse od sebe. Celjanke bodo v prihodnjih dneh in tednih stopnjevale svojo formo, saj so pred njimi odločilne tekme sezone v boju za naslov državnih prvakinj. To je prva neka končnica, to pokalno tekmovanje, potem pa že takoj ritem, v katerega moramo pasti čim hitreje, kar se tiče za naslov državnih prvakov. Mi bomo naredili vse, da naslov državnih prvakinj ostane v Celju, sigurno pa to ne bo lahko. Sobotni pokalni polfinale med Grosupeljčankami in Celjankami se bo začel ob 20. Po noči se bodo padavine na zahodu krepile in se do jutra razširile nad vso državo. Jutri bo oblačno s padavinami. Meja sneženja se bo v notranjosti ob močnejših padavinah lahko spustila do nižin. Dnevne temperature bodo od 0 do 4 stopinje Celzija. V petek se bo od zahoda postopno razjasnilo, dan bo sončen. V soboto nas bo dosegla nova vremenska motnja. Dež bo že dopoldne zajel zahodno polovico Slovenije, popoldne pa se bo širil proti vzhodu.
V Gornjesavski dolini bo snežilo, sicer pa bo meja sneženja na okrog 1000 metrov nad morjem. Pihal bo okrepljen južni veter, ob morju jugo. Toliko o tokratni informativni oddaji. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.